na pregovarjanje prijatelja iz vasi, ki je obiskoval že šolo za TT mehanike v Ljubljani, sem se tudi sam odločil, da se vpišem. Takrat se je imenovala še šola za TT mehanike in sem se v letu 1959 vpisal na to šolo. Se je prav takrat tudi preimenovala v šolo s praktičnim poukom za telekomunikacije. Že prvo leto, to se pravi v letu 1959-60, sem kot praktikant delal na tej centrali Strovčar, tukaj na Pošti 1 v Ljubljani. Seveda, kakšnega prav posebnega dela nam niso zaupali. Mi smo v glavnem popravljali varovalke pa kakšen prah, da smo pobrisali, drugega pa takrat takim mladcem še ni bilo za zaupati. V letu 1962 sem končal in sem si pridobil naziv TT mehanika. Tudi v tem letu so bile osnovana PTT podjetja v bivši Jugoslaviji, tako tudi v Sloveniji. Prej je bilo to vse ena enota, no in takrat se je to razdelilo in so nas razdelili po podjetjih že v šoli. In sem bil dodeljen PTT podjetju Kranj in sem takoj po šolanju se oglasil na tem podjetju in sem dobil, ni bila odločba, tukaj gor piše sporazum o sklenitvi delovnega razmerja na Pokušino. In sicer sem bil poslan na Jesenice, kjer sem začel z delom v tej telefonski centrali. Tukaj je delal en sam mehanik, bil je zelo v redu možakar, dobro podučen vse v temu in od njega sem se res veliko naučil, ker me je zelo poudarjal, da morajo ti ljudje, ti vzdrževalci biti dobro podkovani v čitanju načrtov, ker iz šole tega nisem kaj dosti prinesel. No, tam sem bil prav kmalu seveda z novo odločbo poslan na Bled. Na Bledu je bila takrat to glavna centrala, ki je bila še v Kranju in Ljubljani, in direktno je bila ta blejska glavna centrala povezana z glavno centralo v Ljubljani. Z Bleda sem bil že v januarju 1963 poslan v Radovljico, kjer se je začela montirati nova centrala tipa Krosbar, to je bila najnovejša tehnologija, kjer sem ostal eno leto na montaži. Potem so se ta delovna mesta mi širila po vsej Gorenjski. Napredoval sem tako od tega mehanika začetnika do dnevnega preizkuševalca, do terenskega. Precej časa sem delal na terenu po teh centralah, to so bile končne centrale, ki so bile raztrešene po vsej Gorenjski, pa tudi po manjših poštah, kjer so bile še te induktorske, te manjše centrale z ročnim prometom. Tako da delo je bilo zelo raznoliko, od tistih prvih začetkov telefonije pa do takrat najnovejše. Kasneje, malo sem v letu 1972 sem že dobil naziv samostojnega mehanika, kar je bilo za tisti čas skoraj največ, razen mogoče še kakšnega varianta, kjer tam nisem šel. No in kasneje sem bil pa vodja teh central na Gorenjski do
upokojitve.